Nesreča 9 vozil, 2 sta bili tovorni, 7 osebnih in zelo nenavadne okoliščine. Vzrok pa dvignjena dilatacija na mostu, v katero so vozila trčila. Eno od osebnih vozil je pri tem odbilo v betonsko ograjo. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Na Darsu pa pojasnjujejo, da je najverjetneje popustil material, potem ko je tovornjak zapeljal čez dilatacijo na mostu, ki je tako ostala na vozišču. Kako je sploh mogoče, da se to zgodi in kako pogosto Dars preverja te dilatacije? Predvsem pa ali jih res in kako natančno? Bodo voznikom zdaj povrnili škodo? Tanja Volmut. Čez takšno dilatacijo so zapeljali vozniki. Zgodilo se je pred viaduktom Baba na območju Trojan, smer Maribor, na voznem pasu. V soboto malo pred 3. zjutraj. Tovorno vozilo, ki je zapeljalo čez dilatacijo, je očitno pri vzdignjenem elementu tudi tega zapelo. Element se je ukrivil in obstal nad voznim pasom. Vanj pa sta se zaletela 2 tovornjaka in 7 osebnih vozil. Eno izmed osebnih vozil je nato trčilo še v betonsko ograjo, pri tem pa sta se lažje poškodovala voznik in sopotnik. A kako je lahko dilatacija sploh pogledala z vozišča? Verjetno je v tem primeru popustil material. Sredi noči je k sreči veliko manj prometa, sicer bi lahko bile posledice hujše. Po do sedaj znanih podatkih gre za posamične dogodke. In torej ne za verižno trčenje, a kljub temu gre za vašo odgovornost, ne? Seveda, čeprav vse te elemente redno spremljamo. Kako pogosto pa? Vsi objekti se nadzirajo najmanj 3-krat dnevno z dnevnimi obhodi. Tudi tokrat je bil ta objekt 4 ure pred tem pregledan, ni bilo zaznanih poškodb, teda očitno je prišlo to res hipoma. Policisti še preverjajo okoliščine nesreče. O tem se zbirajo obvestila, na to pa policisti ustrezno ukrepajo. Poškodbe so popravili, na Darsu tudi zagotavljajo. Vsem udeležencem v tej nesreči bo škodo pokrita. Z vaše strani? Ja, z strani Darsa. Dilatacija preprečuje poškodbe in razpoke betona, tako da se na soncu razširi, ob minusu pa skrči. Na našem avtocestnem križu je nekaj več kot 400 viaduktov in mostov, na njih pa več kot 800 dilatacij.